vstalo je. Dan budi se nov, z polja zadehtilo je tisoče cvetov. Žarek zlati posijal je na čebelnjak, zdravil čebele, ki vse vesele poletile so na plan. Iščejo hrano, zjutraj almano, dela ven bo dan. Z rožce na rožco leta čebela, pridno nabirati se jim mudi. Z rožce na rožico vsa je vesela, čim več želoček svoj spravit hiti. Rožce na rožco leta čebela, pridno nabirati se jim mudi. Kot je cvet, polju se beli in ki daje ajdovnik in močno diši. Lepše pesmi ni na svet, kot je šum čebel. Za gospodarja, za čebelarja, ki pred pani rad sedi. Vse se mu smeje, sonce ga greje, aj na pameti. Zum 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 zum. Z rožce na rožco leta čebela, pridno nabirati se jim mudi. Z rožce na rožico vsa je vesela, čim več želoček svoj spravit hiti. Na rožco leta čebela, pridno nabirati se jim mudi. Zum 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 zum. Sedem in 40, evo ga, 88, tam bo nekaj, evo ga, 993, 61, 99, 363. Sonce zgodaj vstalo je,
Plan budi se nov, z polja zadehtilo je tisoče cvetov. Žarek zlati posijal je na čemeljak. Zdramil čebele, ki vse vesele, poletile so na plan. Iščejo hrano, Viktor Almano, dela ven bo dan. Z rožce na rožco leta čebela. Pričel 28. septembra v Ljubljani, se bo jutri zaključil na različnih lokacijah po Sloveniji, kjer so potekali različni simpoziji, predstavitve, razstave in srečanja. V teh dneh je tako vsa Slovenija v znamenju čebelarstva. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the finals of the World Honey Tasting Competition, which took place within the framework. Pristupimo Tabravškemu orkestru Dobrič. Good evening to all who are gathered here. Seveda, pozdravljam vse že zgoraj, že prej naštete, visoke goste in seveda prav vse čebelarje, še posebej tiste, ki so prispevali vzorce za ocenjevanje. I would like to welcome all already mentioned guests, highly guests, and also all the beekeepers, especially those beekeepers who have participated, take their samples for the honey assessment. In tiste, ki so bili sposobni ocenjevati med tako veliko
velikim številom sort in vzorcev. Dobro vem, da so vsi čebelarji prav zaljubljeni v to svoje delo s čebelami in v to skrb. Mislim mi ravno, da je to tisto, kar je tako pomembno in tisto, kar vas pravzaprav vse združuje. Ta ljubezen do čebel, brez katerih seveda ne bi bilo hrane in verjetno tudi ne našega življenja. Da se združujete tudi po celem svetu in da smo lahko ponosni vsi na svoje delo, mi na našo čebelo, sivko, vi na vaše in na to, da si dejansko vsi prizadevate seveda za čebele, za ljudi, za prijateljstvo končno, zato, da bi naše življenje bilo lepo in čim bolj zdravo. In vam, da bi rezultati te konference in tega ocenjevanja bili enako imenitni, enako kvalitetni. Želim vam in vsem nam, da bi še naprej ohranjali čebele, da se bi povsod po svetu trudili za to, da bi imeli čim bolj zdravo okolje, da bi lahko šlo življenje naprej tako in še lepše kot sedaj. Hvala lepa. Spoštovana Barbara Lipič-Pirk, spoštovani predsednika Primondje, gospod Racija, spoštovani predsednik Belokrajinskih čebelarjev, gospod Ravuštin, spoštovani vodja tega ocenjevanja, gospod Stanek Plut, spoštovani župani, spoštovani ostali gostje, ne bi rad pozabil gospoda Severja, ker mislim, da je on vedno nekje v strani, je pravilko za pozdravce, ker nima prave funkcije, ampak vsa ta navzočnost teh visokih gostov daje meni osebno zadoščenje in neko podporo, da ko smo predlagali Semič za zaključno odločitev, da je bila ta odločitev prava. Kajti smatram, da je ocenjevanje ljudi, mislim, o Semiču neka zibelka in da je ekipa, ki to pripravlja, si je to zaslužila. Jaz bi tukaj mogel dati še veliko zahvalo poleg samega organizacijskega odbora, Staneta Puter na čelu, tudi vsem preizkuševalcem, vsem ocenjevalcem, ki ste poskrbeli, da je prišlo do teh ocen, ki bodo kasneje razglasene. Potem vseh tistih, ki jih sedaj ne moramo imenovati, pa ki vem, da stojite ob strani, to je veččlanska ekipa čebelarjev, tako iz Bele krajine, kot tudi starih krajev Slovenije. Jaz vem in sem prepričan in razumem to, da brez volonterskega, prostovoljnega dela množico ljudi take prireditve, take ocenjevanje ni moč izvesti. Jaz sem vesel, da je v tem tednu Slovenija dihala po čebelarstvo, kajti festivali čebelarstva, Bled, Ljubljana, Lukovica, Maribor, Gorenjske Toplice, Lipica, Semič. To je ogromno enih lokacij, ogromno enih prostovoljcev in samo zato je slovensko čebelarstvo v sponu, kajti čebelari se dejansko obračamo po naših kranskih silkah in smo pridobili, ljudi držimo skupaj in ta volja po napredku na ženi naprej in jaz sem prepričan, da bo tudi ta ocenjevanje dalo eno dodatno voljo za napredek v smislu izboljšave, še večje izboljšave kvalitetnih čebeljih predelkov. Jaz ne bi, bom rekel, tukaj še kaj se dosti ponavljal, ampak sam kongres bo impuls ljudstvu, da so čebeli predelki varna in zdrava hrana. To ocenjevanje pa je tista pika, da vidimo in da strmimo k napredku. Še enkrat za vsem skupaj hvala lepa in naj mi bi. Good news for you tonight. Gospod Žilna Ratija ima dve novice za vas. The bad news and the good news. Slabo in dobro. The bad one, I didn't prepare any speech. Nobody told me. Slaba je ta, da pač ni pripravil nobenega govora. And the good news, it will be very short. Dobra novica pa je, da bo zelo kratko. So, but I have another good one. Thank you, Mr. Bosan Notch,
you did with your team a very, very good Happy Mondial Symposium. Hvala gospodu Boštjanu Roču, svojo ekipo je organiziral zelo dober simpozij. Very, very well organized. And not only this, also you have a genius idea also one day before the beginning of this symposium, Happy Medica, Happy Quality, to organize also a conference about the European Association. Gospod Ratja je pohvalil tudi organizacijo prve mednarodne konference čebelarskih organizacij iz Evropske unije. And with your initiative, we have, at the end of this day, a first document to convince our governments to classify our bees as endangered species. Za svojimi zaključki iz konference meni, da bomo lahko pač pristojne inštitucije prepričali oziroma informirali glede ogroženosti naše čebele. So, a small country, but with great initiative. Majhna država, vendar za veliko motivacijo. And about this Congress, lots of people, they believe that with new technology like internet, etc., we don't need to meet physically together. It's not true. We need our friendship. We need this kind of days. Glede na to telekomunikacijo, kot jo imamo, kot so internet, meni, da je prav, da se srečujemo na takih dogodkih, kot je današnji. And also congratulations to all the beekeepers, because I see some medals and diplomas, so you are doing also good progress. Čestita tudi vsem čebelarjem, vidi diplome in priznanja, tako da čestita tudi čebelarjem, ki so sodelovali na celovanju medalov. So I said it will be short, so I must conclude now. Rekel je, da bo kratko, tako da mora počasi zaključiti. Just one sad thing. Samo ena žalostna stvar. We have to leave soon your country. Malo mora oditi naše države. Thank you for all of you. Pregovorno gostoljubni Belokranjci so prijazni gostitelji nocojšnje prireditve, zato k mikrofonu vabim župana občine Semič, občine gostiteljice. Se danes odvija ta dejanje zaključnega velikega simpozija v Semiču. Semič ima tradicijo v čebelarstvu, veliko tega se je dogajalo. Letos je to 13. ocenjevanje medu v Sloveniji, mislim, da je to največje slovensko ocenjevanje. Zato naši čebelarji izredna hvala in čestitke za njihovo delo. Na ocenjevanju smo prejeli 336 vzorcev medu, 269 vzorcev tega je prišlo iz Slovenije in 67 iz tujine. Iz Bosne in Hercegovine, Cipra, Hrvaške, Italije, Madžarske, Poljske, Slovaške, Srbije, Turčije, Združenih držav, Švice in tudi iz Češke. Ocenjevali smo po pravilniku o senzoričnem ocenjevanju, ki je bil sprejet v okviru Čebelarske zveze Slovenije s 30-točkovnim sistemom, z mednarodno udeležbo. 11 preizkuševalcev je prišlo iz Slovenije, 10 pa iz tujine, iz Slovaške, Hrvaške, Italije in iz Belgije. In če pridemo na tisti najlepši del, tamle gor so že številke, jaz pa vseeno tukaj še en tale plonk cigec, oziroma 86 vzorcev cvetličnega in 81 vzorcev gozdnega medu, 55 vzorcev akacije, 14 vzorcev hoje, 44 vzorcev kostanja, 43 lipe in pa 13 vzorcev smrehe. Med njimi. Thank you. Bronasto priznanje za lipo med prejme Sulejman Alijavić. Naj se pripravi Stanislav Arnold, ki prejme zlato priznanje za gozdni med. Srebrno priznanje za akacijo med prejme Anton Babič.
Srebrno priznanje za cvetlični hojin in kostanjev ter bronasto priznanje za Matjaž Pednik prejme srebrno priznanje in prav tako srebrno priznanje za kostanjev med. Zlato priznanje za kostanjev med prejme Avguštin Bozjak. Ivan Gračko prejme zlato priznanje za gozdni za Lipovit. Anton Seglar prejme ta srebrno priznanje za kostanjev in zahvalo za akacijo med. Priznanje za akacijo med prejme Anđelko Ciganički iz Hrvaške. Smrekov in gozdni ter bronasto priznanje za Lipovit. Nikola Pičulin iz Hrvaške prejme srebrno priznanje. Matej Jeraša prejme 2 zlati priznanji, sicer za akacijo in cvetlični, ter srebrno za Lipovit. Prejme zahvalo za gozdni med. Nadaljujemo s podelitvijo priznanj. Martina Klinkon prejmeta zlato priznanje za Alojz Podermans prejme zlato priznanje za cvetlični med. Ciril Korenc prejme zlato priznanje za cvetlični in zahvalo za gozdni med. Anže Konečnik prejme srebrno priznanje za kostan, zahvalo priznanje za gozdni in zahvalo prav tako za gozdni med. Edvard Koprivc prejme srebrno priznanje za cvetlični med. Roman Zrušat. Josip Kotiščak Darko Lakota prejme zlato priznanje za gozdni med. Lisjak prejme srebrno med. In srebrno priznanje za Lipo. Bronasto za gozdni med. Noč Boštjan pa prejme srebrno priznanje za kostanjev in bronasto priznanje za gozdni med. The winner of the bronze medal for flower honey is Marian Jelicio iz Podsabotin from Slovenia. Prejemnik srebrne medalje za drugouvrščeni vzorec cvetličnega medu je Anton Sever iz Združenih držav Amerike. Prejemnik zlate medalje za prvouvrščeni vzorec cvetličnega medu pa je Drago Rončević iz Svetega Juraja na Hrvaškem. The winner of the bronze medal for linden honey is Bojan Pavlin from Slovenia. Prejemnik srebrne medalje za drugo
prvovrščeni vzorec lipovega medu je Bruno Berlot iz Tolmina, Slovenija. Prejemnik zlate medalje za prvovrščeni vzorec lipovega medu pa je Anton Julij Gabršček iz Tolmina, prav tako Slovenija. Vozja Slovenija. Prejemnik srebrne medalje za drugovrščeni vzorec kostanjevega medu je čebelarstvo Franc Peterka, Domžale, Slovenija. In prejemnik zlate medalje za prvouvrščeni vzorec kostanjevega medu pa je Maksimilijan Prah iz Pragerskega. Čestitke nagrajencem, še slovenska fotografija. Žirovnica, Slovenija. Prejemnik zlate medalje za prvouvrščeni vzorec smrekovega medu pa je Stanislav Serušnik, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Slovenija. Unusually found. It is used to fight against anemia and respiratory diseases. Prejemnik zlate medalje. The winner of the gold medal for Serhani is Gregor Lužar, Slovenia. The winner of the bronze medal for Forest Honey is Davidović Jelinec, Slovakia. Slovenia. In prejemnik zlate medalje za prvouvrščeni vzorec gozdnega medu prejemnika sta Joži in Anton Cirer z Lukovice. Medal for Forest Honey is Joži and Anton Cirer, Lukovica, Slovenija. The winner of the bronze medal for Acacia Honey is Dušan Milinković, Černomelj, Slovenija. Prejemnik. In prejemnik zlate medalje za prvouvrščeni vzorec akacijevega medu je Ivan Kožič iz Konjščine na Hrvaškem. Tasting competition. Pokal za tretje uvrščeni vzorec medu na svetovnem ocenjevanju medu 2010 prejme Dušan Milinković, sela pri Otoku Črnomelj, Slovenija. The third place voting for the best honey sample at the 2010 World Honey Tasting Competition goes to Dušan Milinković, Černomelj, Slovenija. Congratulations. Gregor Lužar, Dob, Slovenija. Iskrena čestitke. Second place trophy for the best honey sample at the 2010 World Honey Tasting
testing competition goes to Gregor Lužar, DOP Slovenija. Congratulations. Medu in s tem naziv svetovni prvak medu 2010 prejme Ivan Kožič, Konščina, Hrvaška. Iskrene čestitke. The first place trophy for the best honey sample at the 2010 World Honey Tasting Competition goes to Ivan Kožič, Konščina, Croatia. Hvala lepa. Naj medi. Uroka, ste ga pričakovali? Nesraman bi bil, če bi rekel, da ga nisem, ker mi približno vemo, kaj imamo v čebelnjaku, samo to je glih tako, kot pri smučanju, ki stotinke odločajo. Veliko je bilo dobrih, gre se za nijanse. Ste oddali v oceno več različnih medov? 2, akacijevega pa lipovega. In to, kar držite v rokah, je akacijevo? To, kar držim v rokah, je akacijevo. Sicer pa verjetno pridelujete različne vrste medov. Različne. Letos samo tudi sončničnega, kar je za te prostore redek. Gozdnega tudi nekaj, lipovega, kosten mešan. Koliko panjev imate? Trenutno 80. Več dajo na kvaliteto. Rajše kupi, pa tudi malo dražje plača kozarec medu, pa ve, da je ga kupil pri čebelari, ki ga pozna po navadi in da je to res kakovosten med. Oceno so bili, moram reči, na visoki kakovostni ravni, kar se njihove sezonične kakovosti tiče, tako da vseh teh 7 ocenjevalnih komisij zares ne imelo težkega dela. To v bistvu kaže tudi nekako visoko število zlatih priznanj, ki je bilo spravo 121 od 339 vzorcev, ki so šli na tekmovanje. Moram pa povedati, da v bistvu zlate medalje oziroma zlata priznanja se podeljujejo na osnovi doseženih točk, tako da je bilo potrebno v bistvu za zlato priznanje doseči 29 točk in pol ali več. Poslušamo čebelarje, ki pripovedujejo, da glede na vremenske razmere je letos slabša letina. Se je to poznalo pri ocenjevanju? Mogoče slabša količinsko, oziroma tudi odvisno bilo malo od pokrajine do pokrajine. Ampak moram reči, da kljub temu v posameznih vrstah medu jim je kljub temu, kljub recimo slabšim oziroma težavam tako s čebelam, kot tudi vremenskim razmeram, ki zares niso bile prav najbolj ugodne za čebelarjenje, kljub temu jim je uspelo pridelati kar precej vrhunskega medu. Lahko rečete, da takšna vrsta medu posebej izstopa letos? No, v Sloveniji smo nekako že tradicionalno poznani, tako po recimo strminskega po dobri, oziroma zelo kakovostni, zelo vrstno čistim lipovem medu, tudi po akacijevem medu iz določenih koncev Slovenije, da ne bom delala krivice, in pa se tudi nekako v koncu sezone so se nekako obrnili pogoji na to, da smo pridelali tudi precej vrhunskega strekovega in pa hojevega medu. Slišali že 13 let ocenjevanja, verjetno so tudi ocenjevanja pripomogla k dvigu kakovosti slovenskega medu. Ja, sigurno. To se kaže tudi nekako skozi te številke, ki jih mi spremljamo, oziroma skozi te rezultate. Kako rečemo, da imamo Slovenci dober med? Seveda imamo odličen med, to lahko rečemo, tudi čebelarji imajo vedno več znanja, izobražujejo se na raznih seminarjih, šolanjih, se organizirajo v sklopu izobraževanj Čebelarske zveze Slovenije, potem z ostalimi organizacijami, na primer Biotehniško fakulteto. Tako da mislim, da so in pa potem sami čebelarji razširjajo to znanje potem tudi na ostale svoje kolege.
Kot organizacije nam je pomembna vsaka donacija, bodi si materialna, bodi si finančna. Danes, ko smo prijeli materialno donacijo strani belokranjskih čebelarjev, kar nam bo v veliko pomoč, zato se jim ob tej priložnosti zahvaljujemo za to donacijo, razdelili pa jo bomo družinam, kjer je brezposelnost in večje število šoloobveznih otrok, tako da smo res veseli te današnje donacije in bo prav koristna in dobrodošla tem družinam. Kot je cvet, polju sebe li, in ki daje ajdov mig in močno diši. Lepše pesmi ni na svet, kot je šum čebel. Za gospodarja, za čebelarja, ki pred panji rad sedi. Vse se mu smeje, sonce ga greje, ajda pameti. Zum 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 zum. Z rožce na rož, co leta čebela,